Če se morda ne spomnite kakšnih dogodkov, ki so se zgodili v bližnji ali daljni preteklosti, to še ni alarm, da ste zboleli za boleznijo, ki jo imenujejo demenca. Za to boleznijo zbolijo predvsem starejši in sam bolnik na prvi pogled sploh ne trpi. Človek z demenco sproti pozablja na vse, ne prepoznava več svojih domačih, ne ve, kje stanuje, postane izgubljen v svetu. Zato pa toliko bolj trpi njegova okolica, njegovi najbližji, ko mati ali oče ne prepozna več svojega sina, hčerke, ko leti čez noč postanejo za njih tujci, neznanci. Kje so meje te bolezni? Kako zdraviti demenco? Kako ravnati z dementnim bolnikom? Kako pomagati sorodnikom in še se odpirajo vprašanja? Dementni bolnik namreč iz dneva v dan zahteva vse večjo skrb in nego. Zato so se začeli povezovati strokovnjaki in vsi, ki imajo v svoji bližini dementnega bolnika, da si izmenjajo izkušnje in spoznanja, saj učinkovitega zdravila proti tej bolezni enostavno ni. Društvo za pomoč pri demenci Primorske spominčice je zato pred časom pripravilo strokovno srečanje, ki je bilo namenjeno širši javnosti, bolnikom, njihovim svojcem, zdravstvenim delavcem in ostalim strokovnim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo z bolniki in starejšimi. Kakšna je vloga društva, je bilo vprašanje za pobudnico in glavno spodbujevalko Tatjano Cvetko, družinsko zdravnico iz Kopra, ki se pri vsakdanjem delu srečuje z bolniki z demenco in svojci. Ja, pravzaprav v vsakdanji praksi se res srečujemo s starostniki, ki prihajajo v ambulanto, seveda, ko pa pride kakšna kriza doma, tudi zaradi demence, pa tudi z njihovimi svojci. Nažalost, o bolezni demenca vemo v slovenski družbi še vedno premalo in zato pravzaprav prihajajo po pomoč svojci takrat, ko pride do nekih konfliktov, do nekih incidentov, ko so neke težave nujne, jih je treba hitro rešiti. Takrat pravzaprav tudi mi zdravniki nimamo čarobne paličice, da bi naenkrat hitro rešili vse skupaj. Fajn je pa, če nekaj vemo o tem, kaj in kako bolezen poteka. No, pri nas na obali pravzaprav zdaj že imamo 9. leto teče delovanje skupine za samopomoč svojcem bolnikov z demenco. In nastanek te skupine je pravzaprav bil pogojen prav s tem, da so svojci rabili pomoč, da smo pravzaprav tudi zdravniki družinske medicine rabili pomoč, kajti takrat smo imeli na obali zelo insuficientno zdravstveno mrežo, veliko pomanjkanje je bilo nevrologov, psihiatrov, se pravi teh strokovnjakov sekundarnega nivoja. Naša področna psihiatrična bolnišnica je pravzaprav od obale oddaljena 150-170 kilometrov z nemogočimi povezavami, da bi človek kar mimo grede skočil še v bolnico. No in tako smo se mogli pa sami organizirati in ta skupina za samopomoč mislim, da je pravzaprav vsa ta leta odigrala zelo pomembno vlogo pri izražanju, pri pomoči tem svojcem, pa tudi pri izražanju potreb, da se ta mreža dopolni. In moram reči, da zdaj ugotavljamo zadnja leta, da je vse skupaj le bistveno boljše, kot je bilo pred leti. Ja, tako, mi smo bili pravzaprav glede skupine za samopomoč vsa leta zelo pridno delovali kot ena odprta skupina, ki je bila odprta za vse, ki so želeli priti in pravzaprav pridobiti informacije. Nekako nismo bili pa pridni pri tem, da bi se formalno organizirali. Vsakič, ko smo začeli, se je nekaj zapletlo in je pač stvar počakala. No, letos smo pa nekako razmišljali, da bi razširili malo svoj program. Zdaj delujemo kot skupina za samopomoč v Izoli, za te obalne občine. Ena skupina v Sežani je nekako zamrla in smo si mislili, mogoče bi pa le bilo prav, da to znanje, ki ga
ponudimo pravzaprav članom skupine, ki prihajajo v skupino v Izolo, ponudimo tudi na širše območje, v lokalne skupnosti, v druge občine, v kakšno krajevno skupnost, kjer bojo zainteresirani, da gremo pravzaprav s tem znanjem tudi med ljudi, zato ker v bistvu, če ljudje znajo, če prepoznajo zgodaj demenco, potem se znajo tudi pomagati, ne? In vsak ne more pač priti ravno v Izolo in tako smo s tem nekako ugotovili, da brez da smo formalno organizirani, tudi težko dobimo sredstva in tako da zdaj pravzaprav računamo, da bomo le del te humanitarne dejavnosti nevladnih organizacij, ki bomo lahko pridobili tudi na kakšnem razpisu dodatna sredstva, da bomo lahko se bolj organizirani tako za učenje, za kadre, pa pravzaprav, da bi razširili to ozaveščanje ljudi o bolezni. To je bolezen prihodnosti, počasi bo potrkala na vsaka vrata slovenske družine. Društvo Primorske spominčice je pa ustanovljeno pravzaprav pred dobrim mesecem in ima svoj naslov Vojkovo nabrežje 4A, to je na Zavodu za zdravstveno varstvo Koper, kjer je pravzaprav vse skozi bil naš podpornik in nekako organizator tega našega druženja in zdaj smo tam pravzaprav postavili sedež, tako da če je kakršnakoli potreba, naslov ali tako naprej, se napiše na naš naslov ali pa se obrne na gospo Ireno Majcen-Kopilovič oziroma name. Kot smo slišali, se lahko vsi, ki so tako ali drugače povezani s to boleznijo in želijo na svet, da se obrnejo na Ireno Majcen-Kopilovič iz Zavoda za zdravstveno varstvo Koper. Zakaj so se odločili na zavodu, da bodo pomagali pri takšnem povezovanju? Zato smo se odločili, ker smo tekom svojih raziskav in spremljanj zdravstvenega stanja prebivalcev zdravstvene regije Koper odkrili oziroma prišli do spoznanja, da je demenca javno zdravstveni problem, ki prizadene od 5 do 15% ljudi starih nad 65 let. In naše prebivalstvo se stara, v naši regiji je ta procent oziroma delež starostnikov še višji, kot je slovensko povprečje. Tako da smo zaznali ta javno zdravstveni problem in smo se nekako pristopili k temu, da ga začnemo reševati. In tako je tekom naših predavanj, pred 9 leti smo organizirali prvo strokovno srečanje in tekom teh srečanj je nastala tudi pobuda, da se je ustanovila skupina za samopomoč, ki je sedaj prerasla v društvo. V naše društvo se lahko včlani vsak, ki kakorkoli lahko prispeva k delu tega društva ali ima potrebe, bodisi ima doma bolnika ali pa na kakršenkoli drugi način lahko pripomore k delu tega društva. Strokovni člani in tudi laični člani. Kaj je sploh demenca? Oziroma, ali je spomin prijatelj ali sovražnik? S to temo je srečanje začel profesor Anton Grad in poglejmo kako. Ločimo dve vrsti spomina. Ta je kratkoročni, eno je pa dolgoročni. Recimo, če vas vprašam, koliko je bilo pa danes rdečih avtomobilov med Ankaranom in Koprom? Sigurno? Sigurno je kakšen bil. Aleš, koliko se pa ti prehitro tovornjakov? Nobenega, ker je žena vozila. Vidite, kakšno smolo imam, ne? No, skratka, sigurno ste oba vedela vse za avtomobile in vedela ste tudi za tovornjake, če ne bi se zaletela, ampak to je nekaj, kar ni pomembno. In zato, da kratkoročni spomin ga ne rabimo toliko. Ga pa rabijo nekatere živali, recimo šimpanzi. Za šimpanza je zelo pomembno, da zelo hitro točno ve, kaj se kaj dogaja in tako recimo imamo 7-letnega šimpanza Ayumo, on je na univerzi v Kyoto in tam mu dajo številke na zaslon od 1 do 9. Ne samo, da se je naučil po vrsti 1, 2, 3, 4, 5, 6 do 9, ampak ko se on dotakne številke 1, se vse ostalo zbriše in ostanejo samo beli kvadratki. In on more točno po pravem zaporedju dati ven. Koliko mislite, da pač ljudje, poprečen človek to uspe? 4. Če je kdo zelo nadaren, kot je recimo docent Kogoja, potem recimo pride do 6. Do 9 pa ne pridemo. Šimpanz pa z lahkoto, ker je za njega to pomemben. Če se on zmoti in zagrabi na mest sadeža kačo, ga ne bo več. In zaradi tega imajo tudi šimpanzi čisto drugačne možgane in tako te v spodnjem delu oni vedo, kaj je in to prehide hitro v njihovo
sprednji del možganov, kjer je za akcijo, in istočasno zgornjka dobi vizualno, odkot je ta zadeva. Tako da so dosti bolj organizirani kot mi, kjer se nam ravno tako dogaja vse tukaj in mora preiti v sprednji del možganov, da to reagira. Torej, glede kratkoročnega spomina smo mi dosti slabši, seveda smo pa zato boljši pri dolgoročnem spominu. Dolgoročni spomin ima pa tudi več delov. En je, pa nisem našel ene pametne slovenske besede, eksplicitni spomin, to je nezavedni spomin. To je tisto, kar se mi zavedno vemo, kaj bo. Recimo, dr. Svetko je vedela, da danes mora priti sem, ne? In zato je vse ostale druge že alarmirala par mesecev prej. Tako da ja ne bi pozabili. Drugo je pa tisto, kar se pa recimo se naučimo. Ko smo se enkrat naučili voziti kolo, je to neka veščina, nezavedno in bo to zavečno v nas. In pa še neke čustva, ki so pa lahko zavedna, Bog ne daj, da pozabimo datum poroke, ali pa recimo nezavedno, pa nekaj, kar je bilo lepega, kar se je dogajalo. No pa, da bo tale obisk danes tudi nekaj tazga, ko se bo prišlo. Vsi ti podatki, seveda se nam pa morajo nekako shraniti. In mi jih potem ven potegnemo tiste, ki so pomembni. In to je v sredini možganov, potem kroži tole noter, pri starejših bolj počasi in mislim, da si ti avtor tega upokojenega spomina. To se mi zdi fajn izraz, da se pa v bistvu upokojeni spomin je pa tisto, ker je bolj počasi in se te skozi shranjuje noter. Da moraš se večkrat zaokrožiti. Ima še nekaj, da se recimo ta spomin dobro utrdi, lahko traja 10 ali več let. Zato je potem, imamo mi lahko težave z temi stvarmi, ki so se dogajali mogoče pred nekaj meseci, zelo dobro pa vemo, kaj se dogajali pa pred 20 leti. Še ena napako je naredila narava, namreč ta center, kjer se noter shranjujejo spomin, ki nastane, je dala nekje v sredino možganov. Tukaj le noter v tem delu. To je zato, ker se možgani se predstavljamo kot čebulo, ki potem ena stvar gre na drugo. In tukaj noter je ostalo v tej sredini, imamo te zadeve, ker je zadeva, ki se reče hipokampus, morski koniček, če tole je taka oblika, kot morski koniček, ki leži, in še nekaj na tem delu, v spredem ta CA1, je najbolj občutljivo na pomanjkanje kisika, najbolj občutljivo na razne strupe in drugo. In to nam tudi razlaga, zakaj imamo tudi največ okvar tukaj v ograjevanju. Ljudje se recimo lahko normalno pogovarjajo, pa čez 10-15 minut ne bo več vedel, kaj je bilo. Dolgoročni spomin pa delimo spet na dvoje. Nekaj, kar smo se naučili v šoli, recimo 22-4, ali pa recimo še zmeraj bolj tudi človek, ki ima hujšo obliko demence, bo recimo znal lahko kaj recitiral. To poznate, In pa eno je pa epizodni, ta je pa osebni spomin, kaj se je nam dogajalo. Kaj se je nam dogajalo, recimo v Ameriki, vse sprašuje, kje ste bili 11. septembra 2001. Tako takrat se naj bi spomnili vsi, kaj je bilo. Ta avtobiografski spomin, ta nam omogoča, res ne samo tisto, kar smo se mi doživeli, ampak je vezan na določeno osebo, samo nam se je, recimo nekaj nasplošnega, je naša osebna izkušnja in nam pomaga, da mi damo sebe nekam v ta prostorski čas. Da znamo ločiti, recimo, kaj se je dogajalo v Jugoslaviji, potem kaj je bilo leta 1991 in kaj je bilo kasneje. In če se tukaj to zgublja, s časoma, pa veste, nekateri ljudje zelo veliko lahko natančno vam povejo vse drugi svetovni vojni, ne bo mogel pa, kaj se pa zdaj dogaja. Tisto, kar smo se pa naučili, se pa zelo hitro, večkrat, kaj ponavljamo, vse veste, kaj so nas učili, ponovi, ali učiti se in še enkrat učiti se, tovariš Tito, skratka, to se pa shrani pa v možganski skori. In ta možganska skorja je pa sorazmerno bolj odporna, bolje, ko je enkrat shranjeno, bolj so te spomini utrjeni. Zato smo tisto, kar smo se učili, recimo lahko bolje znali, kot pa dostakrat naše osebne spomine. Recimo nekdo, ki ima že težave s spominom, pa lahko zelo dobro reševal križanke. Implicitni spomin je pa, kot sem rekel, lahko nezaveden, spravo mi se ne vemo, mi to nekako se učimo z ponavljanjem, z poslušanjem, recimo nek jezik,
bomo še dolgo časa poznali, pa ne bomo vedeli, recimo, kaj je to slovnica, ne, poved, pa vse ne vladamo mi več, ampak bomo pa znali, pa to imelo dobro govoriti. In pa seveda vse motorične veščine so tukaj zraven. Emocionalni spomin je zaveden in nezaveden, tipično za njega, da se naenkrat lahko nekaj spomnimo, da so te spomini dosti bolj živi kot drugi, zato svetujemo, da se ali učite zelo jezni ali pa zelo velikim veseljem, ne? In pa dostikrat je takoj dostopen. To je bilo samo dobre. Kdaj pa je spomin sovražnik? No, to je bilo za šalo, ne? To je židovski pregovor, ne? Ženska oprosti, a nikoli ne pozabi, ne? Tako da ne bom preko kaja, ne? Tako? Ja, so praznike. Ti spominski sistemi, ki sem jih zdaj omenil, ne, tako za ta nezavedni spomin, implicitni, kot za druge spomine, sematične, ne, so po različnih sistemih in med njimi je konkurenca. In čisto enostavno ni mogoče, da bi nastajali vsi istočasno, da bi se istočasno nadgradili. Zato je spomin podvržen prilagoditvi. Mi se moramo prilagoditi nečemu, ne, ker nas pač, bomo rekli, našemu zanimanju, interesom, ne, ter bo nekaj lažje. Tako da so nekateri ljudje, ki imajo izvrsten spomin. Praviloma imajo prirojeno motnjo v razvoju možganov, tako da tisti imajo v tistem delu, ki je za spomin, recimo znan je nekdo, ki se še po 16 letih se je spomnil vseh števil, ki smo jih pokazali prej za 3 minute. Bilo jih je pa v koloni 3 kolone po 15. Ne? Ampak on se je to predstavljal, ne? Kaj ste jim, osmica je bila ženska z baloblinami, ne? Pol enka je bila moški z brki. Ne? On je mu tako zvani sinestezija je to, ko se recimo lahko vidiš ali v barvah ali pa v oblikah. Ta revež je mu pa zelo dolgočasno življenje, kaj ti nič drugega ga ni zanimalo. Kljub temu, da je mu tak izjemen spomin. Zato takim dostikrat rečejo idiot savant, to se pravi, da lahko vse ve. Recimo nek fant zdaj obstaja v Salt Lake Cityju, ga vprašaš karko, recimo, koliko bi bo zdaj star Churchill, bo povedal do dneva natančen, ne, ampak revež raba skozi pomoč drugih. Tako da izvrsten spomin ni dober dar. Tukaj nam je včasih sovražnik. Poleg tega, kot dobro veste, je spomin podvržen subjektivni pristranskosti. Če mi ne verjamete, poslušajte eno predvolilno oddajo. Je izkrivljen zaradi iluzij, ko jih imamo, mi si drugačne stvari vidimo in je seveda pogojen tudi socialnimi in kulturnimi mnenji. Tako da na spomin se popolnoma ne moramo zanesti, zato zmeri zahtevamo druge materialne. Recimo, a mi se rečem, a bi znali vi narisati tole posodo, če jo nagnemo po strani in potem imamo dve možnosti, lahko jo tako rečemo, aha, če je voda, mora biti vodoravna, če jo dam po stran, mora biti naravnost. Ampak v bistvu tale, zgornji del, ni enak temu. To je drugačen, v bistvu je takle. Mi smo si predstavljali to kot ikolo, si zapomnili in dali na to stran. Zanimivo je, da je zavidna razlika med spoloma, če damo to. Če damo to študentov ali študentkam. Večina študentov bo narisala zgornjo, večina študent spodnjo. Tako da tukaj je, kar bomo hoteli vedeti. In mogoče na koncu še, ali se mi lahko zaščitimo pred izgubo spomina. Zdravila? Ne. Nimamo takih zdravil. Ne? So recimo ginkgo biloba, so piracetam, podobno, ki se niso bila potrjena v študijah, da bi rekli, eno skupino bomo pustili, naj vse pozabijo, drugima pa zdravo, da bodo. Ne, to tudi ne bi bilo etično. Psihična aktivnost seveda, kjer je Bog velik dal, tudi če vzameš, še z njimi nekaj ostane, kjer ni, ne more. Kaj pa telesna aktivnost? Torej, psihična aktivnost je danes mogoče slabša, zato ker uporabljamo več ali manj računalnike, številk se ne zapomnimo, ker imamo vse na naših mobijih. Tukaj se moramo aktivirati. Čim več interesov, boljše. In veste, sami za prakse, da začetna demenca se kaže predvsem v umiku vase, ki gre stran, ga ne zanima, požene interesov. Telesna aktivnost je pa dokazano, da spodbuja spoznavne sposobnosti, to so intelektualne. In mora biti odločna, to se pravi, mora biti aerobne vaje, 85% maksimalne srčne frekvence, redna, in po 6 mesecih so ugotavljali bistveno razliko med tistimi, ki so izvajali te vaje in pa tistimi, ki so delali samo vaje za raztegovanje. To je bilo presenečenje in dejansko ne psihična, temveč
Telesna aktivnost je dokazana, ki izboljšuje naše kognitivne sposobnosti. Kdaj je najbolj hudo za svojce bolnika z demenco? V trenutku, ko bližnji, ko bolnik ne prepozna več svojih svojcev, ko na nek način za te svojce tak bolnik psihološko umre. Ena gospa je napisala v glasilu Spominčica eno zgodbo iz lastnega življenja in je tako napisala. No. Najtežje mi je bilo, ko se mu je prvič zgodilo, da me ni več spoznal. Lastne hčere, ki jo je imel najrajši, ni več spoznal. Stala sem pred njim, on pa mi je rekel, naj se usedem in naj čakam, ker mora nujno k svoji majtki. Lahko si predstavljate, da je bilo hudo. Zdaj, kaj so tisti trenutki, oziroma tisti dejavniki, ki vplivajo na to, da je svojcem ta stiska hujša? Do neke mere je to seveda sam kognitivni upad oziroma te osnovne težave, ki jih prinaša demenca. Naprimer, bolnik pozablja določene stvari in potem morajo svojci namesto njega poskrbeti za to, da je vse urejeno v določenem trenutku in da opravijo recimo posle na banki in podobno. Ampak kot svojci dostikrat poveste, to ni najtežje, ker te stvari se da zorganizirati in potem življenje nekako gre naprej. In moram reči, da večkrat slišim zgodbe, ko rečejo, to, da pozablja, je problem, ampak to smo rešili. To, da cele noči hodi naokrog, ne spi in zdaj je postal še agresiven, to pa enostavno ne gre več. In to je tisto, kar je v resnici pri večini večji problem. Ne sam kognitivni upad, niti ne toliko to, da je treba poskrbeti za tega bolnika, ga recimo nahraniti, ampak takrat, ko pa postanejo vznemirjeni, prestrašeni, mogoče celo agresivni, ko imajo privide, ko cele noči ne spijo, pa je seveda hudo. Nekateri ste del teh težav že dali skozi, nekateri mogoče še boste. Noč za nočjo biti po konci je najbrž res nevzdržno, še zlasti, če ima človek potem čez dan tudi svoje obveznosti. Tisti dejavniki, ki so na strani svojcev in ki vplivajo na to, kako svojci zmorejo ta bremena, so pa tudi seveda pomembni. Po eni strani je odvisno od osebnosti človeka, eni se nekako bolj znajdejo, tudi lažje prenesejo večje bremena, drugi prej obnemorejo. Potem je odvisno tudi od odnosov v družini, kakšni so bili odnosi prej celo življenje, so bili to neki tesni, skrbni odnosi, ali je bilo to nekaj, kar je že prej bil problem v teh odnosih in seveda tak človek potem hitrej odpove. In je seveda odvisno tudi od tega, koliko imajo tisti najbližji, ki skrbijo za takega bolnika pomoči v okviru družine in seveda širše pomoči strani družbe, se pravi raznih služb, pomoč na domu, dnevni centri, domovi starejših občanov in podobno. In ne nazadnje pomoči, kot jih nudijo lahko tudi nevladne organizacije. S katerimi stiskami se svojci najpogosteje soočajo, kot pač jaz doživljam, ko se z njimi pogovarjam. Zelo velikrat je že to soočenje oziroma sprijaznjenje s tem, da gre za bolezen. Profesor Grad je že omenil, vi ste tisti, ki poznate to bolezen, marsikdo, mogoče boste še malo spoznali, ampak ko se tako pogovarjam s svojci, ki prvič pridejo na pregled, se seveda so dostikrat še vedno v dilemah, a gre za bolezen ali ne gre za bolezen, pa kako je lahko bolan, če pa točno ve povedati, kaj je počel pred 10 leti. Se pravi, da ima dober spomin, če ve povedati, kaj se takrat dogajalo. In so te dileme. Se pravi, če ni bolan, kaj potem je? Potem mi nagaja, zdaj je žleht, kot se včasih rečejo. In seveda šele potem, ko spoznajo vse te nianse bolezni, ugotovijo, da to v resnici je seveda znak bolezni. Včasih je pa seveda ta mehanizem, zakaj je človek tako težko sprejme tako diagnozo tudi drugje. Ker seveda, če si malček zatisnemo oči, pa rečemo, sej mogoče je pa samo žleht, se pravi, ni bolan. Če ni bolan, potem je še rešitev, potem bo se dalo še nekaj narediti. Če se pa enkrat sprijaznimo s tem, da rečemo bolan je, demenco ima, vemo, da demence večinoma ne moremo ozdraviti, potem vemo, da ni prav veliko pomoči, čeprav še vedno se da veliko pomagati, ampak vemo, da seveda z leti bo šla pa bolezen neizogibno večinoma naprej. Potem nekatere svojce bremenijo občutki krivde, mogoče, kaj pa, če bi eno leto prej prepoznali tiste prve znake bolezni, ki so bili. Seveda po bitki je vsak lahko generalen, ampak ko se stvari začenjajo razvijati, je to težko prepoznati.
In seveda tiste dileme, če bi pa prepoznali to prav čas, a potem bi pa mogoče ga lahko ozdravila, potem bolezen ne bi šla naprej. Skratka, veliko je tukaj dilem, bremen, ki so seveda dejansko breme svojcem raznoraznim v raznih oblikah. Včasih ta dodatna bremena predstavlja še recimo jeza, kot sem prej rekel, če človek doživlja nekoga, da mu mogoče nagaja, potem je seveda jezen na njega, kaj mi zdaj nagaja, če mu želim pomagati. Včasih so te stiske iz občutka nemoči, nič se ne da narediti, na nikogar ne morem računati, nihče mi ne more pomagati, kako bomo shajali, in seveda to hudo breme. Včasih mogoče tudi malo kakšnega sramu, ko so taki bolniki lahko malo nerodni, se skregajo recimo sosedi in sosedje seveda ne razumejo, da gre za bolezen, in je taka malo neprijetna situacija. Lahko tudi sama preobremenjenost ob skrbi za takega bolnika, ker je treba dejansko skrbeti za takega človeka 24 ur na dan. Kar več raziskav so naredili, s katerimi so hoteli ugotoviti, kaj svojce kaj jim predstavlja največje breme, poleg tega seveda te zaskrbljenosti za prihodnost, predstavlja pomembno breme tudi to, da tisti, ki skrbijo za bolnika z demenco, dejansko nimajo več takega svojega življenja, da bi imeli trenutek časa tudi zase, da bi lahko šli v družbo, kadar bi jim to ustrezalo, da bi si lahko vzeli recimo teden dni dopusta. Ne morete bolnika z demenco pustiti teden dni samega doma. Ne gre. Skratka, to je služba 24 ur na dan in 365 oziroma 66 dni na leto. Pogosto so razpeti med tem skrbjo za takega bolnika in seveda drugimi obveznostmi. Tudi če niso v službi, je seveda tam lahko še drug del družine, ki tudi potrebuje takega človeka. Skratka, teh stisk, teh bremen je dejansko veliko in kot sem že rekel, marsikdo jih ne zmore.